kako lahko vpliva pravilna drža na vaše počutje, kako lahko pravilna drža vpliva na vašo energijo. Mojca Ribič zopet z vami, Lavita Sweetness Energy. Zopet vas nekako pozivam, da razmišljate z mano, da majčkeno ozaveščamo take drobtinice, ki nam prinašajo dobro počutje. Kaj je sploh pravilna drža? Dajmo majčkeno to pogledati. Pravilna drža je tak naravni položaj hrbtenice. Ne prisiljeni, ampak naravni položaj. Zdaj pa tako, vsak ima svoj naravni položaj. In ni zdaj, da mora biti tak hrbtenica, ampak imamo v bistvu hrbtenico v črki S. Zdaj pa, nekdo ima bolj izrazit S zgoraj, nekdo pa spodaj. Zdaj pa moramo to dati v en tak balance. S pa mora biti, to pomeni, da ne smeš biti zgoraj hodila, pa ne smeš biti spodaj hodila, ker to si spet v neravnovesju in zaradi tega tudi lahko imaš določene bolečine. Tako da mogoče se najprej poglejte v ogledalo, kje imate ta vaš disbalance. Tako da, če slučajno rabite kakšno pomoč, lahko to pogledamo tudi na individualno solo Vitas Energy uri. Tako da, če imate željo, da te stvari majčkeno prediskutiramo, pogledamo, se lahko prijavite na info@lavitas.si. Drugače pa poglejmo sedaj to našo držo. Hrbtenica je v obliki črke S in mora ta S biti nekako uravnovešen. Če ni uravnovešen, smo v bolečinah, smo v disbalansu in enostavno tudi gibanje ni pravilno, hoja ni pravilna. Zato dajte majčkeno tudi te stvari, zelo pomembne stvari so to in dajte v njih majčkeno začeti razmišljati, majčkeno se poglejte, majčkeno, če ne veste, kam bi se obrnili, majčkeno povprašajte naokrog. Pravilna drža je zelo pomembna tudi za pretok energije. Kaj to pomeni? Če smo mi preveč tukaj, po domač puklast tukaj zgoraj, imamo že tukaj blokado pretoka energije in zaradi tega nam ne priteka sveža energija, nismo pretočni in nam non-stop manjka energije, non-stop smo utrujeni, non-stop smo tečni, non-stop nergamo. Enostavno ni več tiste pristne radosti, katera jo v bistvu ta sveža energija prinaša. In morate res paziti, v kakšni drži ste in kje imate te energijske blokade. Tako da tudi recimo, če je tu preveč, bom rekla, nazaj, imaš tu blokado in tam, kjer je blokada, te tudi boli. Se telo ti samo pove, da enostavno tam, kjer te nekaj boli, nekaj ne štima. In tam je potem potrebno pogledati srčiko bolečine in vzrok bolečine. Zakaj je tam bolečina? In potem seveda odpravljamo vzrok bolečine. Ne blažimo, ampak odpravljamo vzrok. In zdaj, če mi ugotovimo, da smo tule preveč tak dol in že tu pri grleni čakri imamo potem tako fajn blokado. In tisti, ki so tak dol, ponavadi niso samozavestni. Gledajo v tla, hodijo tak. Bog ne daj, da bi koga v oči pogledali. Tako da že tu je potem ta blokada in kako bo potem energija, če že tu zablokirano, kako bo stekla do nog recimo in šla v bistvu skozi. Nemogoče. In te stvari je treba pogledati. Kje je vrat? Kje je prsni koš? Kje je ledveni del? Enostavno, dajte se malo pogledati, dajte se opazovati, proste prijatelja, svoje najbližje, naj vam pove,
vejo, kje ste z držo, na kakšen način hodite, ali imate glavo dol, ali široko gledate v svet, ali ste radovedni, ali vas je po domače sram in samo gledate dol, pa Bog ne daj, da ujamete kakšen pogled. Zelo pomembne stvari, tako da, kar se tiče pretoka energije in pravilne drže, morate res paziti, da imate tisto držo, da imate svežo energijo, da tok sveže energije, svoje vita energije, kakor želite slišati. Če tega ni, potem se tudi na počutju vse zaznava in potem tudi karakterno se potem na nek način oblikujete, kot da se skozi branite, kako bi to zdaj formirala v eno besedo, ste zelo občutljivi in imate nek oklep okoli sebe in enostavno ne zaživite na polno, zato ker se skrivate, Skrivate se, ste v svoji drži, ki ni v bistvu ravna, ampak lezete dol in ste vedno bolj brez energije, vedno bolj ste stramižljivi, vedno bolj ste nesamozavestni, nekomunikativni in to je tudi zelo pomembna stvar, da majčkeno pogledate tudi pri recimo najstnikih, je zelo viden ta prehod otrok, ko iz otroka nekako preide otrok v najstnika. In takrat se najstnik začne zapirati in avtomatsko naredijo tole. Avtomatsko grejo v to držo. In dajte paziti na svoje otroke in nekaj naredite za to, da se bojo odpirali, da bojo dali rame dol, da bojo dali prsti koš majčkeno bolj naprej. Sploh za punce je to zelo delikatna stvar, ko vemo, da se razvijajo in potem one to skrivajo in avtomatsko padejo v to puklasto držo, kar zelo vpliva na njihovo samozavest. In če želimo pomagati najstniku, da se bo nekako spet dvignil v tisto svojo energijo, mu moramo tudi pomagati do pravilne drže. To so različne vaje, to so opazovanja, non-stop opozorila, ampak na tak prijeten način, če ne, oni zelo hitro se še bolj zaprejo v svojo hiško. Tako da najstniki so res ena taka skupina zelo občutljiva, tudi starejši ljudje, tako da na njih dajmo majčkeno pogledati, pa mogoče z bolj prijazno besedo tudi kaj prijaznega povedati, tako da ne napast, ampak bolj prijazno, bolj mogoče bi se odprla, mogoče bi široko pogledala v svet, karkoli že. Če res želite kakšno pomoč na tem področju, srčno dobrodošli na individualno uro. Link pripenjam zgoraj spodaj, tako da lahko pogledamo, lahko naredimo en tak programček, na kakšen način se lotimo pravilne drže, s katerimi vajami in vse te stvari pogledamo. Če želite skupnega, bom rekla, tima, worka, lahko pa tudi pridete na vadbo Vitas Energy. Naša rdeča nit vadbe Vitas Energy je ravno pravilna drža. In res veliko naredimo vaj za hrbtenico, za pravilno držo, da se znamo postaviti in seveda vzpostaviti zopet pretok naše vita energije. Vse lahko preberete na www.vitas.si, drugače pa pazite nase, pazite na pravilno držo,
Dihajte s celim telesom, da bo čim več sveže energije prišlo v telo in seveda se oglasi še kaj. Živijo.